Pozdravljeni! V današnjem prispevku si bomo pogledali individualno in skupno povpraševanje, predvsem pa bomo pokazali na grafu, ko od individualnega povpraševanja pridemo do skupnega povpraševanja, s tem, da v tem delu bomo seštevali zasebne dobrine in ne javne dobrine v ekonomskem smislu. Seštevanje javnih dobrin v ekonomskem smislu se bomo učili naslednje leto pri financah. Tukaj sem si v bistvu že izpisala tabelo iz knjige. In sicer smo pogledali, ko je cena recimo na trgu nič, vidimo, da je povpraševana količina na trgu A 20, na trgu B je 30, to se pravi, če pri določeni ceni seštejemo te povpraševane količine, dobimo na skupnem trgu povpraševano količino nič. Zdaj, ko je cena nič, je na skupnem trgu povpraševana količina enaka 50. Ko se cena dvigne, vidimo, da je na trgu A povpraševana količina 15, na trgu B 25, torej skupaj 40 in tako naprej. In sedaj bomo pogledali na grafu, kako to zgleda, s tem, da jasno še enkrat definicija, da bi iz individualnega povpraševanja prišli do skupnega povpraševanja. Pri vsaki ceni seštevamo povpraševane količine na posameznih trgih. Tako je tudi sestavljena tabela. Jaz bom narisala 3 grafe, enega zraven drugim, malo bo gneče, ampak drugače ne gre. Pa tudi mislim, da mi ne bo uspelo, da bi zelo lepo narisala te krivulje in tako. Čeprav imamo tale karo papir, ampak enostavno je premehen ekran, da bi lahko. Prav tukaj imamo KA, KP, to se pravi, to je trg A, tukaj imamo trg B in potem bomo narišali še skupni trg. Cena pa količina, to imamo pa trg A plus trg B. No in poglejmo si na trgu A, ko je cena nič, je povpraševana količina, recimo tukaj smo rekli je 20, ko je cena 5, je povpraševana količina recimo 15, ko je cena 10, je povpraševana količina 10, spet takole naredimo. In ko je cena 15, je povpraševana količina 5. In ko je cena 20, je povpraševana količina v bistvu nič. Ne? To se pravi, da takole narišemo, to se pravi, pri 15 smo imeli pa 5. Če te točke povežemo, potem takole dobimo krivuljo povpraševanja na trgu A. Podobno bomo naredili na trgu B, se pravi, imamo cene 5, 10, 15 in pa 20. S tem, da količine mi ne bodo tako lepo prišle, ampak rečemo 5, 15, 20, 25 pa 30, pa bomo že spet nekako to pogledali. To se pravi, ko je cena nič, je povpraševana količina 30, ko je cena 5, je povpraševana količina 25, ko je cena 10, je povpraševana količina 20, ko je cena 15, je povpraševana količina 15 in ko je cena 20, je povpraševana količina 5. Tako da tole narišemo, to je povpraševanje na trgu B. No in sedaj, kot smo rekli, moramo to sešteti. Jaz sem tukaj naredila cene, si bom označila to z modro, tako da bo malo bolj nazorno. Takole je 20. Zdaj moram seštevati količine. Ko je cena nič, je povpraševana količina je tukaj 50. Potem, ko je cena 5, je povpraševana količina 40. Ko je cena 10, je povpraševana količina 30. Ko je cena 15, je povpraševana količina 20. In potem, ko je cena 20, je povpraševana količina 5. In ko vse to povežem, dobim krivuljo povpraševanja na trgu A plus B na skupnem trgu. Zdaj, trik tukaj je, oziroma ne trik, ampak pravilo je,
da pri določeni ceni seštejemo povpraševane količine na obeh trgih. To lahko naredimo v tabeli, kot smo pokazali zgoraj, ali pa enostavno, da prikažemo na grafu. Zdaj vam samo v bistvu povem, če bi imeli grafe narisane tako, da bi upoštevali prave številke, se zgodi to, da je celotna krivulja oziroma skupna krivulja povpraševanja precej bolj položna. Tukaj enostavno nimamo dovolj prostora, če bi pa to narisali tako, kot bi moglo biti, pa bi bila krivulja veliko bolj položna. S tem smo končali. Najlepša vam hvala za pozornost. Če vam je bil posnetek všeč, všečkajte, prijavite se na naš kanal in se vidimo in slišimo v naslednjem posnetku. Lepo bodite.